Pozdravljeni in dobrodošli v drugem delu, ali če se izrazim bolj po športno, v drugem polčasu današnjega dogodka skupine Triglav z naslovom Kariera po karieri v financah malo drugače. Še predno se zares lotimo tega drugega dela oziroma drugega polčasa, še eno vprašanje za vse vas preko naše aplikacije Slido, iz katerega športa prihajate, kot sem lahko opazil, tukaj so z nami biatlonci, pa skakavci, pa igralci odbojke in tekači in tako naprej. Tukaj pa nas zanima, iz katerega športa torej prihajate. Vidimo, da je zaenkrat veliko tekačev na smučeh in pa košarkarjev. Namreč danes govorimo predvsem o športu in o financah v športu in že v prvem delu tega današnjega dogodka smo izvedeli marsikaj zanimivega in pa koristnega. Drugi del bomo začeli s predstavitvijo treh vidikov naložb za varno prihodnost brez finančnih pasti. Na oder vabim še enega sodelavca, Vida Pajča, višjega upravljavca investicijskih skladov v družbi Triglav skladi, ki nam bo predstavil naslednjo temo. Vid, preden gremo zares v tvojo predstavitev, pa še eno vprašanje za vas. Mimogrede naj ob tem opozorim, če kdo ne more postaviti vprašanja preko slajda, lahko dvigne tudi roko in bomo poskrbeli, da boste slišani in pa uslišani v svojem vprašanju. Sicer pa vprašanje, se ukvarjate s finančnimi investicijami, 4 možni odgovori in tole vaša mnenja. Vid, kaj porečeš na tole? Všeč mi je. Zakaj? Ker jih je malo takih, ko o njih ne razmišljajo in jih ne zanima. Upam, da ne boste zaspali med predavanjem, da bo tudi za vas kaj. Mi je pa zanimiv tudi ta del z adrenalinom, prav zato, ker ste športniki, ker športniki imate s tem po koncu kariere dostikrat težave. In zato je tudi veliko iger na srečo in takih stvari, ki se iščejo, neki donosi, adrenalin in take stvari z denarjem, tako da sem zadovoljen, da je to vprašanje, ker morate tudi na to biti pozorni. Ampak o tem ne bomo, danes bomo torej o investicijah z mislijo na jutri in Vid Pajč, izvoli Vid. Hvala. Jaz vam bom danes probal v 20 minutah čim več povedati, to je zame kar izziv, kar rad govorim, ampak upam, da bo uspelo, čim bolj uspešno. Danes imamo tako zelo na kratko, bomo pregledali naložbene razrede in pogledali bomo pristope k vlaganju. Vprašanja in odgovori, dajte vprašanja, ker zastavljate vmes, odgovorili bomo pa na koncu tega sklopa, ampak da ne pozabite, dajte jih kar vmes pisati. Zdaj, to je stvar, ki je po moje za začetek pomembna, preden sploh gremo na naložbe. Making money is action, keeping money is behavior, growing money is knowledge. In danes upam, da bomo ta tretji del malo pogledali, ta prvi 2 dela boste mogli sami oddelati. Zdaj, če pogledamo naložbene razrede, zdaj glede na to, da ste zelo mlada populacija v povprečju, je najbrž prvo vprašanje, kje so tukaj kriptovalute noter. Jaz bom danes se dotaknil bolj teh tradicionalnih naložbenih razredov. Boste tudi videli, jaz zelo rad kažem grafe, ki imajo zelo dolga časovna obdobja, ker tam se res lahko nekaj naučimo. Kaj bo s kriptom, ne vem, iskreno ne upam biti preveč pameten. Tisti, ki investira, ok, ne bi vam pa priporočil, da je to vaša glavna naložba. Zdaj, preden se dotaknemo ene stvari, Slovenci smo pridni varčevalci. To moramo v štartu vedeti. Slovenci nismo tako hudi potrošniki, smo pridni varčevalci, mi varčujemo več, kot je povprečje Evropske unije, varčujemo več, kot je povprečje evroobmočja. In to je v bistvu pomembno. Kje se nam zatakne? Kaj pa delamo s tem denarjem? Zdaj, tukaj že 2 slajde skupaj dal, ampak ok. Mi imamo problem, jaz sem tukaj sivo posebej pol še obarval. Naš problem je, da sredstva, ki jih privarčujemo, imamo mi praktično 50% naših sredstev v depozitih in v nekih takih podobnih stvareh, pa imamo pa še en del v nekih posojilih, pa mogoče kakšne obvezniške naložbe, ki so vseeno za dolgoročno investiranje tudi neprimerne. In pa še te pokojninske sheme in zavarovanja, ki imamo tam noter spet ogromen delež nekih zajamčenih donosov, ki so spet zelo nizki donosi in neprimerni za dolgoročno investiranje. In mi, ko pogledamo to sliko, pa ugotovimo, da v bistvu povprečen Slovenec bi mogel praktično živeti paycheck to paycheck, rečejo Američani, in ne bi smel imeti nobenih dolgoročnih ciljev, kar pa mi vsi vemo, da to vsekakor ni res.
Jaz sem vam pripravil en graf, tako kot sem rekel, jaz vem, da mi ne bomo živeli 120 let, mogoče vi, ki ste bolj aktivni športniki še, ampak jaz vem, da zase ne, ampak kljub temu, zakaj vam kažem to? Zato, da vidite trend, da vidite, kaj je skozi zgodovino veljalo, da lahko iz tega se nekaj naučite. Tukaj so donosi ameriških naložb nominalni. Kaj pomeni nominalno? To pomeni dejansko, koliko ste vi zaslužili v dolarjih. Ne upošteva inflacije. Inflacije se bomo danes še malo dotaknili, ker je bistvena. Se jo nismo dosti zavedali, zdaj smo imeli eno obdobje, ko smo se jo začeli zavedati, pa se bojim, da se jo spet ne bomo zavedali, ampak na dolgi rok je to bistvo pri naložbah, bomo pa videli, zakaj. Tukaj vidimo, kaj bi $1 pomenil v 120 letih, če bi ga leta 1900 vložili. In tako, tukaj so sicer angleški napisi, ampak da rečemo, dajte si predstavljati najbližji depozit, da za to predstavitev bo to čisto dovolj. Torej, če smo dali mi $1 na depozit, recimo leta 1900 smo 2020 imeli $78. Če smo jih dali v obveznice, obveznica je dolžniški inštrument, kot neko posojilo, samo da ni preko banke, bi imeli $382 in pol vidimo hud preskok in skoraj $70,000, če bi dali to v delniški trg. Kaj to pomeni v realnih donosih, torej, ko mi enkrat upoštevamo inflacijo? Če si tako predstavljate, ne vem, če je pločevinka Coca-Cole, ne vem, $0,5, $0,5, če mi pogledamo po kupni moči, če smo se mi odpovedali 2 pločevinkam Coca-Cole, zato da smo prišparali ta $1 leta 1900, bi jih lahko po 120 letih lahko kupili 5, če bi ta denar imeli na bančnem računu. Če bi ga imeli v obveznicah, bi jih kupili 25 in pol vidimo, kakšen je donos, bi pa dobili 6,000 teh pločevink, praktično 4,600 teh pločevink, če bi vložili v delniški trg. Zato je pomembno, da to veste. Delniški trg je volatilen, definitivno, so padci, 10% so 20, pride tudi 30, 40, se zgodi. Kaj je pomembno? Vi, če varčujete na dolgi rok, za vas ni problem ta padec 10%, ki pride vmes ali pa 20. Za vas je problem, da boste vi v tej spodnji liniji. To je največji problem. Da boste imeli vas denar na banki, da boste super konzervativni glede vaših naložb in na koncu boste ugotovili, da to mogoče ni bila najbolj pametna naložba. Kadarkoli varčujete dolgoročno in pri športnikih je tega ogromno, zato ker imate zelo običajno, zelo koncentrirane prihodke v začetku svoje življenjske dobe in pol se pač običajno so te zneski manjši. In zaradi tega je pomembno, ker to vi nalagate za 40 let in več, da nimate vsega tega denarja na banki, ampak da to dejansko razpršite, da se lotite bolj tveganih naložb, ker če se jih ne boste lotili, se vas bo lotil drugo tveganje, to je inflacija in vam bo ta počas najedel. In tukaj sem pripravil še ene grafe, lahko se vam zgodi, da vi dejansko zgubljate na kupni moči, kar pomeni, da vi ste se odrekali eni pločevinki Coca-Cole in pol čez 20 let tudi to eno pločevinko Coca-Cole niste mogli več kupiti in si mislite, čakaj, nekaj ne štima. Pride obdobje, kakor je bilo zdaj, ker so dejansko lahko donosi na banki nižji, ne pokrivajo inflacije. In takrat vi realno ustvarjate zgubo, kar pomeni, da ste bili pridni, ste se odrekali, ste rekli, ne bom vsega zapravil, bom varčeval in v bistvu zato niste bili nagrajeni. Zato se je treba izpostavljati, ne me narobe razumeti, nekaj denarja moraš imeti na banki, ne zdaj, da to vse od delnice. Če vi veste, da boste šli čez pol leta na dopust, ne zdaj, da to vse na borzo, pa reče, kar bo pa bo, to ni v redu. Pač, če imate neke odhodke čez 2 meseca, čez pol leta, rabimo tudi te bolj varne, svojo neko finančno rezervo, naj bo v neke bolj varni naložbi, da rečem varni iz tega vidika. Če varčujete za pokojnino, če varčujete za hišo in neke stvari, ki veste, da boste dlje časa varčevali, prosim, ne varčevati na banki. In še to vam povem, banka ne bo dvigala obrestnih mer v bližnji prihodnosti, to vam lahko garantiram. Mislim, da je v Sloveniji cirka 60 ali pa 65% vseh depozitov, ki jih ima banka, sploh danih ven kot kredit. Kar pomeni, da banka ne najde dovolj kreditojemalcev za vas denar, ki ga imajo. In to pomeni, da ni nobene potrebe, da vam dvigujejo obrestne mere. Zakaj bi? Ker so prepolni denarja dobesedno. Nimajo te potrebe. In to se ne bo čez noč spremenilo. Sploh pa ne pri Slovencih, ki smo zelo bankocentričen narod. Mi imamo cirka 27 milijard v bankah. Pa pogledamo, ne vem, sklade, pa vidimo, da imamo noter
4 milijarde, kar smo spet tam. Imamo res sam kratkoročne cilje, imamo spet sam varnostno rezervo, ne bi rekel. Jaz običajno največkrat pokažem grafe za Ameriko, zakaj? Zato, ker je najlažje dobiti podatke odkrito. Ostale podatke je dostikrat težko zbrskati, ampak vidimo, da načeloma pravila se ne spreminjajo, tudi če pogledamo naložbe izven ZDA. Ta graf vem, da je kompleksen, zato bom hitro šel čez, vam bom sam povedal, kaj sem hotel pokazati. Ne glede na inflacijo, običajno najbolje odneseš v delniških naložbah. Zakaj? Čisto preprosto, to, kar smo se prej pogovarjali, če si še enkrat to Coca-Colo sposodim, tisti od vas, ki pijete Coca-Colo in ta Coca-Cola danes stane 50 centov in gre zdaj na 55 centov, ne boste šli na, ne vem, Šparkolo, ampak boste pili Coca-Colo za 55 centov naprej. Močne blagovne znamke komot prenašajo inflacijo na končnega potrošnika. To je dejstvo. In zaradi tega, če vi pogledate, kjer firme kotirajo na borzi, kjer so to velike firme, ogromno teh znamk poznate, ne vem, Apple, Nike, Microsoft, oni si lahko to privoščijo. In na koncu pač samo dvignejo se cene, cikel se obrne in niso na slabšem. Če ste vi nekomu posodili denar, pa ste se zmenili, ok, vrnil mi boš, ne vem, za teh 100 evrov, ki ti jih posodim 105 evrov in je vmes inflacija bila 10-odstotna, se vi boste dobili 105 evrov nazaj. Sam s temi 105 evri si boste vi manj kupili, kot ste si kupili eno leto nazaj 100 evri. Tako da vem pa, da je graf mal neprijeten o čem. Inflacija pa ne razkriva vseh težav. Zdaj inflacija je tako ena povprečna številka, povprečje pa vemo, da je vedno ena mineštra in moramo vedeti, da za vas recimo so stvari, ki so dosti bolj boleče kot 10-odstotna inflacija in to je recimo rast cen nepremičnina. In tisti, ki so varčevali zdaj na banki, niso imeli nobenega donosa, cene nepremičnin so šle gor in pa samo še bolj se jim odmikajo. Tako da je pomembno, da za neke cilje res varčujemo v naložbah, ki so bolj donosne. Zdaj, nepremičnine zelo na hitro, jaz jih bom dotaknil, zato ker je to slovenska ljubezen. Moramo vedeti, da nepremičnine v osnovi so naložba, ki ni tako, da jo boš iz danes na jutro obračal. So dolgoročne narave, niso likvidne, mi smo zdaj v enem obdobju, ki si lahko prodal stanovanje iz danes na jutro, to ni normalno obdobje za skozi. Zahtevajo velik začetnega vložka in pa so izpostavljene gospodarskim ciklom kar dosti. Tako da lahko se lotimo vlaganja v nepremičnine na dva načina, neposredno kupimo fizično nepremičnino ali pa posredno, torej prek nekih skladov in tako. Stanovanje ali pa hiša, v kateri živite, ni naložbena nepremičnina, to morate vedeti. Jaz imam sodelavca, pa je zadnjič rekel, ja, jaz sem kupil hišo za 100.000 evrov, danes je 350 uredna. Sem rekel, super, sem ti nič ne pomaga, ker če jo prodaš, boš za isto tako splačal 350. Torej, to ni naložba, to je vaš dom, to ne morete tako smatrati. Hotel sem vam pa tukaj pokazati tudi, da tudi nepremičnine padajo. To mogoče mlajša generacija še ni s tem soočila, ampak gre v ciklu. Pa še zlato, zelo na hiter. Pri zlatu velja en mit, da to samo raste in to skozi gre gor in to ne moreš faliti in zlato je top. Ni glih tako, ne. Pač tukaj sem spet dal en graf mal daljši po desetletjih. Ta stolpec nek zlat sem probal ujeti, pa vidim, da mi ni najbolj ratal, ampak kakorkoli. Donosnost zlata in mi vidimo, da smo imeli recimo obdobja po 30 let, ki zlato ni nič naredil. Pa smo imeli obdobje 20 let, ki si dejansko realno spet zgubljal denar v zlatu. Pa so bila pa obdobja, ki je pa delal noro. Kot vsaka naložba, ciklično, ni zdaj, da boste dali ves denar v zlato in si zaščiteni in to je to. Pač tudi zlato se giblje in ima svoje cikle in morate tudi na to tako gledati. Ima svoje prednosti, načeloma se giblje drugače kot borze in te stvari, tako da je v redu, če ga imate malo v svojem portfelju, da se ne bomo narobe razumeli, ampak spet ne more zlato biti jedro vašega naložbenega portfelja. Par minut je še ostalo. Evo, pristopi k vlaganju. Ko se lotimo vlaganja, pomembno je ful, da vemo, zakaj varčujemo. To je prva stvar. Zdaj, tudi če nimate cilja, vseeno varčujte, to vam priporočam, ampak če imamo cilj, lahko iz cilja zelo hitro ponavadi, ko pogledamo svoje prihodke, določimo tudi čas varčevanja. In pa smo tam, a rabimo pol leta ali rabimo zdaj 20 let za to, da varčujemo. Pomembna je nagnjenost k tveganju. To ni toliko zanemarljiva stvar, sploh ne v Sloveniji, smo načeloma zelo se bojimo tveganja.
kar je posledica malo zgodovine, malo slabih izkušenj. So bile, ne vem, NKBM banka, pa so se najbrž, ali ste se vi upekali, ali so se pa vaši starši upekali, ali pa vsaj enega poznate, in pa se te slabe zgodbe prenašajo naprej in ogromno enega strahu. Zdaj jaz vedno rečem, tako s svojimi naložbami moraš spati, to je glavno. Karkoli, tudi če jaz vam rečem, moraš dati delnice, če vi s tem ne morete spati, pač ne, pejte z majhnim deležem, da boste videli, da ne grize, pa pol s časoma povečujte, ker jaz rad dam svoj primer, jaz veliko trgujem tudi zase privat in včasih sem zelo rad japonsko borzo trgoval, pa mi je šlo sorazmerno dobro, ampak jaz sem dobesedno sanjal te delnice in enkrat sem sanjal, da se je cela borza sesula in da sem ful denarja zbudil, ne hecam se, sem vstal ob 2 zjutraj, prodal vse, kar sem imel in od takrat ne trgujem več, ker pač moraš spati, to je bistvo, da ti svojo naložbo spiš. In ja, res, zdravje na prvem mestu. Tako da je pomembno, no, da greste postopoma, pa da greste v naložbe, tako da ste tudi vi na komod, da ni vse na silo. In pa osebni pogled na svet, kaj sem tukaj hotel pripeljati, not je trajnost. Tudi v naložbah imamo trajnost in trajnost ni zanemarljiva stvar. Zdaj, načeloma pri mladih ni problem, pri starejših so pogledi takšni in drugačni. Jaz pravim, da odgovorne naložbe so primerne za vsakega, tudi največjega skeptika. Tudi če vi ne verjamete, da se zemlja segreva in da smo mi krivi za to, dejstvo je, da se sredstva usmerjajo v te stvari. Dejstvo je, da države dajo denar za to. Dejstvo je, da firme dajo denar za to. In pač kamor se denar usmerja, tam bo rastel in v bistvu vi verjamete ali ne, čisto iskreno nepomembno. Vsem bi priporočal te naložbe, ne glede na vaše osebno prepričanje. Jaz osebno verjamem v to, da sami lahko veliko naredimo, ampak tudi če ne verjamete, vseeno je to stvar, ki je pomembna. Po vsakem primeru si želite vlagati v podjetja, ki so, da rečem, fair. Nočete vlagati v firmo, ki reče, ja, ne vem, ženska ne more biti direktorica, najbolje pol delovne sile porezati takoj, pač ima to veliko smisla, sem nažalost premalo minutk. Tega gospoda vam še pokažem, kdaj pravi čas za vlaganje. Ronald Wayne, tretji soustanovitelj Apple, najbrž nikoli niste slišali za njega. Gospod je imel 10% delež, mislim, da ga je prodal za $1700, to bi danes bilo vreden, kaj tam reši, piše 280 milijard. Zakaj vam njega kažem? Treba je začeti vlagati čim prej. Vi, če mislite, da boste ful dobro tempirali in da boste zadeli in da boste zdaj točno v minuto zadeli, najverjetneje ne. To pač treba se lotiti. Tudi če imaš vse informacije, se lahko zmotaš, zato je tudi pomembno, da so portfelji razpršeni, da ne stavimo vse na eno stvar in da se ne ustrašimo. Na hiter en graf, da bomo videli, o čem govorimo. V spodaj so meseci, gor je verjetnost pozitivnega donosa za S&P 500, to je najbolj znan borzni indeks, ameriški borzni indeks, 500 največjih podjetij, oziroma mislim, da jih je 504, še skozi se imenuje S&P 500, najpomembno. Mi vidimo, da v bistvu, če mi vložimo za en mesec, imamo praktično 60% možnost, da bomo imeli pozitiven donos. Če vložimo za eno leto, smo že tam na 70%, vidimo pa, da smo pol tam 7-8 let, smo že tam na 90% verjetnosti, da bomo imeli pozitiven donos. Zdaj, če kdo od vas vlaga v sklade, pa ste videli, da vam tam damo neka priporočena obdobja varčevanja, nismo se zmislili nekaj na pamet, ampak je neka statistika za temi stvarmi, za kaj predlagamo določena leta. Tako da vidimo pa, da po določenem 13-14 letu pa praktično ni primera v zgodovini, da si vložil denar noter in naredil negativen donos. Pa še to bi vam predstavil, obročno vplačevanje. Večina ljudi ne varčuje tako, da da ves znesek naenkrat. In varčuje tako, vsak mesec dajemo pa malo. To je pomembno, zakaj to, kar sem prej rekel, ne se bati začeti vlagati čim prej. Tudi če boste začeli na vrhu vlagati, pa bo začel padati, boste pa kupili določene enote malo cenejše. Če boste čakali, boste pa po verjetnosti zamudili. In je bolj, da stopaš noter in s časoma pa tudi, ko se začne odboja, sicer če vložiš 10 000 noter, pa pade, pa pol mora priti na to vrednost nazaj, da si na nuli. Če pa ti vmes še dokupuješ, če mesečno varčuješ, pa tudi ni treba, da je že čist na uni nuli, kjer smo štartali, pa imaš že lahko pozitiven donos. Pa to, kar sem že prej rekel, ne nositi vseh jajc v isti košari. Prej sem za TikTok rekel, da ne smeš nositi vseh košarov v istem jajcu, ampak okej. Tako da, kdaj začeti? Tomorrow is too late, yesterday is over, now is exactly the right moment. So start. Evo, hvala.
Vid, hvala lepa, no, morda dodam, imeti moraš tudi jajca, če želiš vlagati, sicer pa upam, da ste dobro spali, ker če ste dobro spali, pomeni, da imate varne naložbe. Naložbe bomo seveda izpostavili tudi v naslednjem delu, če se izrazim recimo po hokejsko, mimogrede, imamo kakšnega hokejista tudi med nami? Imamo, super. Torej smo v drugi tretjini današnjega naložbenega dela tega dogodka in sicer govorili bomo o naložbeni tematiki za varno prihodnost. Na odru pa se nam bo zdaj pridružil Dino Šterpin, sodelavec, sicer pa direktor sektorja trženja v Triglav pokojninski družbi. Dino, izvoli, še predno se lotimo tvoje predstavitve, tule je še eno vprašanje za vse vas, spoštovani gostje. Kaj za vas pravzaprav pomeni pokojnina? Tule imate 4 možnosti, o tem bo tudi Dino spregovoril. Sicer pa Dino, medtem ko čakamo na odgovore naših gostov, praviš, da je ključ za varno prihodnost sila preprost, to je pomeni finančna izobraženost, se to da, glede na to, da smo športniki, natrenirati? Zagotovo se da natrenirati, tudi evo, prvi trening je že Vid opravil, tako da v resnici ne gre za nekaj zelo kompleksnega, to je približno to. Na kratko bomo pogledali pasti, ki se na tej poti nam nekako prikazujejo, tako da ja, se da, absolutno za športnike pa to malce, tako da ja. Tule so rezultati, nekje največ odgovorov, da o tem pravzaprav še ne razmišljajo, da gre za oddaljeno prihodnost. Kaj porečeš na tole? Me ne preseneča, oziroma obratno, celo se mi zdi velik odstotek takih, ki nekako imajo narejen varčevalni načrt, glede na to, da ste mlajši. Mladi praviloma ne razmišljamo kakorkoli in je neke spodbude vedno potrebno dobiti od neke javnosti, strokovne ali pa pač domačih, tako da dobro. Ali pa tako, da prisluhnemo tebi in slišimo, kaj je pametno in koristno. Tako da, Dino, izvoli. Hvala lepa, Sašo. Tukaj je primer, oziroma so primeri vrhunskih športnikov, ki so po koncu svoje kariere zašli v finančne težave. Ta spisek je relativno dolg, tukaj so samo nekateri od mogoče najbolj znanih, svetovnih, iz različnih športov, iz različnih obdobij. Nekaj je bilo že povedano, nekateri se pravi zaradi davkov, nekateri zaradi odločitev. Skratka, vsak ima svojo zgodbo, tukaj so prikazani samo primeri. Zanimiva, naprimer, je izjava enega od teh, ki nekako pravi takole. Ja, to verjetno ni glih investicijski nasvet oziroma antinasvet, ali kako bi rekli. Ampak ja, je to pač dejansko iskrena resnica George Besta, ki je bil, tako so mu rekli, 5. Beatle, se pravi zelo priljubljen nogometaš Manchester United. Ampak v Ameriki pač se statistično spremljajo in so spremljali tudi, kolikšen odstotek vrhunskih športnikov dejansko zabrede v težave finančne po koncu svoje kariere. In tukaj so številke. Se pravi, NFL liga je takih kar 16%, NBA manj 6%, oboji pa bistveno več kot polovica jih ima finančne težave, se pravi, ne bankrotirajo, ampak so soočeni s finančnimi težavami. Liga bejzbol prav tako tudi bistveno več, 4-krat več, kot je povprečno v populaciji bankrotov. Tako da nekaj je odzadaj, se pravi, nekaj se dogaja, nekaj je pri vrhunskih športnikih drugače, kot pri nas večini normalnih, če tako rečemo, na narekovaju ljudi. In to bomo danes skušali predstaviti, prikazati z 2 zornih kotov. Prvi zorni kot je teorija življenjskega cikla, drugi zorni kot finančna pismenost. Oba pogleda, zorna kota, sta pomembna, ni pa to vse. Teorija življenjskega cikla, samo za začetek, da povem, gre za teorijo iz leta 1958, če se ne motim, naredil jo je oziroma avtor je Modigliani, ameriški ekonomist, ki je tudi dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo. Finančna pismenost pa bomo pogledali kasneje, je bistveno bolj preprosta. Teorija življenjskega cikla temelji na krivulji dohodka, ki je približno taka za navadne ljudi. Se pravi,
se zaposlimo in počasi naš dohodek raste, doseže nek vrh, potem pada. In teorija pravi tole, ne, potrošnja se prilagaja tej dohodkovni krivulji. To pomeni, da v času aktivne dobe, to je tukaj, ne, se ustvarjajo neka varčevanja in ta se potem porabljajo v pokoju oziroma predno, ne, se pravi, se zaposlim, imam tudi nekoliko višjo potrošnjo, bodi si, da je to financiranje strani staršev, kakorkoli že, ali pa celo krediti. Skratka, ta krivulja je krivulja teorija življenjskega cikla. Ampak ne, vi tukaj prisotni ste nekoliko drugačna populacija, na katere Nobelov nagrajenec ni razmišljal, ko je naredil to teorijo. In sicer vaša krivulja dohodkovna je približno takšna. Ne rečem, da za vse športnike in tudi ne gre za to, ali je ta grba, ne, tako visoka, koliko je dolga, gre za to, da ni enaka, kot je pri navadni populaciji, ki ima tukaj črto. Se pravi, vi ustvarite dohodke že relativno mladi, relativno visoke in ta obdobje ima rok trajanja, ki pač seveda ne, ni dolgo. Različno seveda po športih, po športnikih. No in zdaj, kaj ne, so ugotovili spet raziskovalci, ko so ne, analizirali obnašanje vrhunskih športnikov. Sledeče, ne, ugotovili so, da relativno hitro se športnik prilagodi in svojo potrošnjo prilagodi dohodku. In to je skladno za to teorijo, ne, se pravi, tukaj lahko rečemo, zdaj najprej nek tak primer BMW, Porsche, ne, se pravi stvari, ki recimo si jih znamo predstavljati, da mlad 20-letni fant ne, takoj ne, plane. Potem se nekoliko ustavi in začne porabljati manj kot prihrani. Se pravi, se pravi saving oziroma varčevalno obdobje se zgodi. Zdaj, kje je catch? Catch je v tem, ne, da ko preneha biti vrhunski športnik, praviloma, dohodki padajo, ne, to se tle lepo vidi, ne, se pravi, modra črta gre drastično navzdol, ampak njegova poraba se bistveno ne spremeni. Se pravi, še vedno živi v istem smislu, ne, kot da je, ne, recimo temu visoko bogat človek. In kaj se zgodi? Še enkrat ponavljam, gre za ameriški primer oziroma primere. Zgodi se tole, ne. Žalost, totalna, ne. Se pravi, padec, ki je izrazit, ne, ker ne more biti drugačne, ker enostavno ta ne, saving, varčevanje, ne, pač ni zadost velik, da bi lahko vztrajal s to krivuljo še dolgo časa. In to je ta žalost, ki se zgodi tukaj, ne, se pravi, to so ti bankroti, nezadovoljstvo in kar je še hujš, ne, je pa to, ne, da psihološko, ne, je pa ta občutek izgube, ne, bistveno hujši, kot je ta občutek ne, dobitka. Pravijo, dvakrat hujši. Se pravi, dvakrat bolj nas boli izguba istega premoženja, kot pridobitev ne, tega istega premoženja. Se pravi, je dejansko problem. Gremo naprej. Finančna pismenost, to je pa zdaj drugi pogled. Ne. Zdaj v svetu, v katerem živimo, ne, vedno bolj, tudi mi na pokojninah vidimo, ne, se pravi, stvari se spreminjajo, vedno bolj postaja svet financializiran, se pravi, vse gre skozi neke finančne produkte, take ali drugačne, in oseba, ki ne pozna teh terminov, pojmov, ne, o katerih je tudi vid že malo predstavil, je lahko rahlo izgubljena v tem svetu. In mlajši ljudje praviloma ne, imajo pač logično tudi manj znanja in ne, tlele imamo posebej ranljivo skupino, vrhunske športnike, ki so mladi in hkrati relativno ne, bogati oziroma z višjimi dohodki. Tako da ta ne, skupina, v katero spadate, je v tem smislu finančne pismenosti ranljiva skupina. In pogosto slišimo, da finančno svetovanje ne, funkcionira v dobro posameznika, kar je res, ne, ampak problem je, kar je bilo že povedano večkrat, kdo pa je finančni svetovalec oziroma kaj pa jaz vem, ali je on dober ali ne, če jaz nimam osnovnih pojmov razčiščenih. Ne. Tako da pogosto ti finančni svetovalci niso rešitev, ne, kvečemo obratno. Tisti, ne, ki smo jih gledali, ki so bankrotirali, so zagotovo imeli ne samo enega, več finančnih svetovalcev. Ne. Tle se je treba zavedati, da začetek ne, je vedno pri posamezniku ne, in tega outsourcati ne moreš. Ne. Se pravi, tega osnovnega finančnega znanja se ne outsourca.
No in zdaj prijemo do Big Three questions, ne, to so profesor Lusardi, ameriška znanstvenica, ki se ukvarja ravno s tem področjem finančne pismenosti različnih populacij, je skonstruirala 3 univerzalna vprašanja, s katero se preverja, ali je populacija finančno pismena in nekje polovica populacije po vsem svetu ni po teh kriterijih, ki jih je ona predstavila, finančno pismena in potrebujejo neko pomoč pri odločanju o finančnih produktih, naložbah in tako dalje. Se pravi, zdaj bomo pa mi pogledali ta 3 vprašanja in bomo prosili vas, da kar preko tele aplikacije odgovorite. Ni treba preveč razmišljati, se pravi, gre za relativno enostavne stvari. Ni nobenega catcha od zadaj. Gremo kar naprej. Odgovor je več kot 102, pravilen, 84%, tako da vid, dobro si opravil ta prvi del izobraževanja. Gremo na drugo vprašanje. Letna obrestna mera za sredstva na računu znašajo 1%, letna inflacija pa 2%. Vprašanje je, koliko izdelkov oziroma storitev lahko kupiš po enem letu. Manj kot danes, več kot danes, natanko toliko kot danes. Če kdo ne ve, pa napiše ne vem. Gremo kar naprej, 100% pravilen odgovor. In tretje vprašanje, nakup delnice enega podjetja praviloma zagotavlja varnejšo donosnost kot investicija v vzajemni sklad. Ne drži, ne vem in drži. Evo, super, lahko kar zaključimo, odlično. Skratka, smo boljši kot povprečne države. Torej, populacija tukaj je finančno izobražena oziroma dovolj pismena. Zdaj gre za bazične vprašanja, imeli smo malo podlage, vid nam je že neke stvari tle tudi predstavil, tako da super. Finančna pismenost v resnici očitno ni tak problem, ampak vseeno bi bili naši nasveti sledeči. Za vrhunske športnike in tudi bodoče vrhunske športnike, mlade, je osnova dobro finančno znanje, se pravi poznavanje osnovnih finančnih parametrov, s katerimi se srečujemo, ne samo zaradi športa, daleč od tega, tudi zaradi sicer življenja. Ne želimo grdih, slabih zgodb, ko imamo nekoga, ki je bil idol, zvezda, po koncu športne kariere kot uničeno osebo zaradi slabih finančnih odločitev. To je prva stvar. Druga stvar, dolgoročno razmišljanje. Spomnite se na tega Nobelovca, on je razvil teorijo življenjskega cikla v tem smislu, da je računal, da tudi športniki oziroma vsi imamo dohodek skozi celo življenje enak. Pri športnikih je to drugačne in tega se treba zavedati, ne bo trajalo večno, vsaj v povprečju ne, tako da ste nekoliko drugačni v tem smislu. Tako da to je druga, dolgoročno razmišljanje. Za klube, združenja in zveze je pa naš nasvet sledeč. Omogočite članom možnost takih in podobnih predavanj, na katerih bodo mladi slišali, na kakšen način, kako se lahko s financami najbolj učinkovito ukvarjajo. Tako da nekaj dobre prakse je že, recimo v Ameriki smo že povedali, praktično vsi klubi, združenja in tako naprej ponujajo to svojim igralcem, zavedajo se tega, tudi recimo Velika Britanija, nogometaši prve lige enako, tudi v Sloveniji sem slišal, da je že nekih takih primerov, ampak vseeno bi rekel, da je to treba kar biti konsistenten in vztrajati in v resnici vloga klubov, združenj, zvez je v tem smislu pomembna, da mlade športnike v tem duhu izobražuje. Tako, to bi bilo to. Hvala. Hvala lepa, Dino, za tole. Tudi tale današnji dogodek je en kamenček v mozaik tega finančnega opisovanja vseh nas, športnikov in športnic, predvsem pa me veseli, da je večina odgovorila pravilno, kar pomeni, da smo kar dobro finančno podkovani.
Zdaj še enkrat vabim, da na oder se nam pridruži še Vid, kajti sledi še en zelo zanimiv pogovor, ali če znova uporabim ta hokejski izraz tretja tretjina, ko bomo namreč ugotovili, kaj pravzaprav govorijo izkušnje enega našega nekdanjega športnika. Sicer pa Vid, Dino, ko tole... Kar pogumno na oder, lahko se že kar razkomotite. Vse skupaj se zdi zelo enostavno, ampak v praksi vidimo, da se marsikdaj obrne predvsem drugače. Pa, Anja, kako je pa tvoje izkušnje? Ti si zdaj ob dveh ekspertih mene našel. Ja, vendarle me zanima tvoja izkušnja glede naložb in razmišljanja za prihodnost. Varčujem tako, da dobro spim. Varčujem zelo zavzeto in ne varčujem z besedami. To je to. Odličen odgovor. Ja, in zdaj nam seveda manjka še tretji sogovornik, to je športnik, ki ga zelo dobro poznate, vrsto let v vrhunskih biatlonskih vodah, večkratni olimpijec, zdaj tudi podjetnik in tudi strokovni sokomentator na televiziji Slovenija. Klemen Bauer, dobrodošli. Klemen, ker sta Vid in Dino že primerno ogreta, samo na kratko vprašanje za vas. Omenila sem že, da ste sokomentator na televiziji, da tudi podjetnik. Ta podjetniška zgodba me malce zanima, kaj bi izpostavili? Lepo zdrav, Anja, prvič slišim, da me kdo nagovori z besedo podjetnik, se kar tako. Kar dobro se sliši, ne? Ja, bolje kot biatlonec. Recimo temu, da sem na začetku te podjetniške poti in super, upam pa, da nisem tukaj gor kot primer slabe prakse, zdaj, ker sem se kar vprašal, kako sem se tukaj znajdel, ampak vsi skupaj mislim, da se bomo iz tega nekaj naučili. Ja, imaš srečo, da te bosta spraševala Vid in Dino in ne midva s Sašom. Super, izvolite. Klemen, pozdravljen. Takole prvo vprašanje, ki bi ga recimo imel za tebe, jaz nekako tudi poznam tvojo zgodbo, ampak vseeno se mi zdi super, da si primer dobre prakse, ravno nasprotno od tega, kar sem jaz predstavljal. Tako da, Klemen, povej, kako si pa ti mogoče v svoji karieri z zasluženim denarjem investiral in na kakšen način si se organiziral? Ja, najprej bi začel s tem, da je res dobrodošla stvar tole danes, kajti sam sem zdaj razmišljal, kako bi bilo, če bi imel sam možnost ali pa takšnega predavanja ali pa takšnih izobraževanj 20 let nazaj ali pa ob začetku svoje kariere, tako da bi najprej izpostavil to, da je res to super priložnost predvsem za vas mlade športnike, pa tudi za tiste, ki ste še aktivni, in se sprašujem, a bi bilo kaj drugače, a bi bil zdaj, bomo rekli, bolj premožen človek, ker bogatstvo se nameri samo premoženju, a ne? To vsi vemo, ampak ja, recimo, da sem kljub vsemu nekako sam se zavedal tega, da je rok trajanja vrhunskega športnika in s temu povezano pridobivanje sredstva ali pa recimo dohodkov povezan in pa seveda omejen. Mislim, da se to splača hitro dojeti in potem temu primerno tudi odreagirati in racionalno iti skozi samo kariero, pa potem razmišljati naprej. Bila kakšna past, si se ujel na tisto, ne, se pravi Porsche, BMW? Ja, ni bilo teh pasti, kajti treba je poudariti, da sem se ukvarjal s športom, ki ni mogoče tako dobičkonosen, kot so nekateri recimo športi, kjer se recimo obračajo večje številke v profesionalnih klubih, govorimo o nogometu, košarki in še nekaterih drugih, ampak kljub vsemu, to smo se že pred tem dogodkom pogovarjali, je pomembno, da se mladi športniki, ne glede na to, v kateri panogi se udejstvujejo oziroma kakšni so ti zneski, da je pomembno, da se začnejo opismenjevati in pa seveda nekako upravljati s premoženjem, tudi če gre za nižje zneske, tako da sam na pasti nisem naletel, se pravim, vzgojen sem bil nekako v skromnem okolju in tudi s svojim premoženjem in pa sredstvi sem vselej ravnal zelo skrbno in pa preudarno, ampak kot sem rekel, verjetno bi bile nekatere odločitve tudi drugačne, če bi imel to znanje, ki ga danes tudi tukaj lahko pridobijo. Super. Vid? Ja, kaj bi te pa jaz vprašal, Klemen? Mi imamo to prednost, da smo se že malo pogovarjali, pa lahko zdaj sam damo tista bistva. Zdaj ti si bil tukaj vesten in si vrčeval, si tudi vlagal. Kako pomembno se ti pa zdi to, da
poznaš naložbe, da razumeš naložbe. Zdaj si se bolj loteval naložb, ker si rekel, ok, tukaj so dobri donosi lahko, ali si se lotil naložbe, ki ti je domača, ki jo nekako poznaš. Koliko pomembno se ti zdi to izobraževanje? Zelo pomembno, predvsem iz tega vidika, da verjetno večina, tudi mene se v bistvu že ob besedi skladi, delnice se kar ustraši ali pa gleda nekako kot neke tujke, neki neznanga in se v bistvu že v štartu obrne stran, pač to ni zame in tako naprej, ampak mislim, da je to prva napaka, tako kot si že danes tudi omenil, res mislim, da je res tveganje tako majhno, sploh če se ob tem znanju oziroma sodelovanju, posvetovanju s strokovnjaki na teh področjih, mislim, da gre za zelo varne zadeve in da res tukaj ni veliko za tvegata. Medtem ko sam, se pravim, nisem bil aktivno udeležen v te naložbe, saj ne v tisti prvi fazi. Namreč pot me je potem kasneje povlekla tudi v druge vode, v tiste bolj tradicionalne naložbe, če se lahko tako izrazim, ker boste mogoče zdaj tudi napeljala. Ne bova, ne ugibajo. Še eno vprašanje bi imel mogoče glik s tem. Ena stvar, ki recimo pri športnikih tudi opažamo doskrat v praksi, je, da nažalost lahko se športna kariera zelo hitro konča, pač ena poškodba in je stvar končana. Si opazil, da recimo športniki, pa mogoče tudi izven, ki se družijo z njimi, da se dosti zavedajo tega, da se dosti hitro lotijo varčevanja, ali jih je večino bolj tako, kot je Dino kazal graf tam pri 30-ih šele začnejo zavedati vsega tega. Tudi tisti, ki nismo športniki, nismo glih pridni, za pokojnine začnemo kdaj okrog 50 ga šele vrčevati. 5 let pred upokojitvijo. Tukaj je v bistvu ta prvi del, ki je finančni vidik, kar se tiče poškodb, pa bomo rekli temu nenadnim prekinitvam športne kariere, kar je pač res nekaj najbolj groznega, kar se lahko športniku zgodi. Drugi je pa seveda potem tudi tisto izobraževanje ali pa rečemo temu druga kariera. Tako da je pomembno ob seveda razmišljanju o tem, da se lahko vse skupaj hitro konča, pomembno ta izobraževanje del in pa seveda tudi finančna pismenost in pa to ozaveščanje, da točno tako, v trenutku je lahko vsega konec, seveda si tega nihče ne želi. Pomembno je, da je neka varnost. Sam sem imel to priložnost, da sem bil dolga leta tudi zaposlen v javni upravi v Slovenski vojski in je bilo z tega vidika nekoliko lažje, tako da res upam, da bo tudi, da je čim več mladim športnikom to omogočeno, ampak naj bo to neka osnova, vse, kar je pa dodatno, sponzorska sredstva, pogodbe, nagrade, naj bo pa to mogoče nek tisti del, ki ga je pa smiselno naložiti za prihodnost, za obdobje po karieri. Odličen nasvet. Sam še eno vprašanje, preden te predam Dino tu naprej. Kaj bi svetoval mlademu sebi glede financ z znanjem, ki ga imaš danes? Ja, tako kot sem rekel, začne se že od rojstva s šparovčki, tudi otroke vzgajamo o tem, da pač ne vse, kar dobijo za rojstne dneve, pa ne vem, ob priložnostih zapraviti za sladkarije, ampak ne vem, recimo sinu rečem, ne vem, vrčuj špari za neko novo kolo ali pa za športne rekvizite, karkoli nekaj uporabnega. Tako da tam se začne, kdor ima svoje otroke pri otrocih, mladi športniki pa ne vem, ko se začnejo prejemati mogoče prve štipendije, karkoli, kot so rekla, premajhnih zneskih se začne, potem pa, ko bodo prišli uspehi, v kar vsi verjamemo, bodo prišle tudi večje nagrade, večja sponzorska sredstva in takrat bo pa to znanje zelo prav prišlo. Mogoče še zadnje vprašanje, glede na to, da Vit je rekel, da ne bo vprašal, jaz pa bom vprašal. No in kam, Klemen, si investiral ta denar pretežno, ki si ga zaslužil v kakšno naložbo? Ja, se pravim, veliko teh sredstev pa bomo rekli, ni bilo v našem športu, ampak ne glede na to, mogoče še preden, kam sem vložil, se mi zdi pomembno, da vložiš tudi tja, mogoče se niso samo skladi pa delnice, so tudi ostale stvari, mogoče dejavnosti, storitve, karkoli, morda v področje, ki te veseli ali pa te nekako osrečuje in sam sem najdel to strast v stari kmečki hiši, se pravi, gre za nepremičnino, ki je bila meni dosegljiva res za smešno nizke zneske in sem pač tja vložil in pač zdaj ob
po vseh teh letih, po urah in urah vloženega dela, tudi ker ti ni šlo samo za finančni vložek, dobiva svojo vrednost, ampak nikoli nisem gledal na to kot naložbo, ampak na koncu koncev gre tudi za neko dolgoročno naložbo, ki upam, da bo morda nekoč tudi obrodila sadove. Se pravi, si postal podjetnik. Ja, to je ena stvar, no, o drugih projektih pa bomo kdaj drugič, ker se poizkušam tudi na tem področjih, ampak nikoli se pa nisem smatral kot za klasičnega podjetnika in verjetno se tudi ne bom. Je pa zanimivo področje. Super, hvala. Hvala lepa vsem trem. Aha, še nekaj vprašanj imamo, kar se mi zdi prav super. Se vam bom kar pridružila tule. Hočem vložiti v sklad Top 500. Kako vidite? Zdaj v sklade načeloma lahko se prestopi pri nas direktno, zdaj bo možno tudi prek mobilne aplikacije zdaj. Načeloma, kar je pomembno, da lahko začnete že z 30 evri na mesec, tako da res ni treba, da služite milijone. Delnice, obveznice, take naložbe niso namenjene samo zelo premožnim. Pristop je pa res enostaven, no, recimo lahko si odprete pri nas v aplikaciji račun, pristopite tako zelo poenostavljeno, je vse skupaj, ne rabite nekih posrednikov in ne vem kakšnih komplikacij. Zdaj bo zakomplicirano. Kateri sklad lahko prinaša 10% donos? Vsak, sam tudi -10, ne? To moramo vedeti. Ne, veste kaj, če lahko ukradem še eno vprašanje zraven, no, še tega. Ja, prosim, ja. To, kar sem prej rekel, dajte pogledati statistiko, zdaj ne se bati neke korekcije na borzi ali pa takih stvari. To je običajno v zgodovini priložnost za dokupiti. Ni problem zdaj, da boste vi imeli vsak let, ne vem, 3%. Pa se vračamo proti tistemu depozitu, ki smo rekli, ja, se boste delali in bo takole šlo gor, sam bo ta črta zelo položna. Vi pa na dolgi rok ni tveganje, da boste izgubili 10% v enem letu. To res ni tveganje, če vi varčujete za 20, 30, 40 let. Ampak je tveganje, da boste pridni varčevali in na koncu boste imeli realno nižjo kupno moč, če bi to sprot porabili. Tako da ne se res obremenjevati pri dolgoročnih varčevanjih s temi nekimi nihaji. In zato sem vam tudi pokazal one zelo dolge grafe, da vidite, kaj je trend in kaj se skozi zgodovino kaže. In če je nekaj zdaj veljalo 125 let, jaz mislim, da se ne bo zdaj pa čudežno obrnil, ker tukaj so logike v zadnji. Mogoče sam še to, bom probal biti zelo kratek. Vi morate vedeti, da recimo indeks S&P 500 največjih ameriških podjetij, to je v bistvu pristranski indeks, to ni ameriško gospodarstvo, ampak to so najboljše njihove firme. In normalno je, da to raste več kot gospodarstvo in da so donosi veliki. In firme, ki so slabe, odpadejo ven in pridejo nove, dobre noter. In načeloma je to winner biased indeks, ne morate vedeti. Tako da že iz tega vidika je nek naravni proces, da dejansko pridejo samo tiste najboljše firme noter in pač med temi pa pol mi zbiramo naložbe. Vzamemo samo še tole, pa potem zaključimo. Kaj menite o prenosih premoženja iz enega v drug sklad? Zdaj, če varčujete v skladu, recimo tako kot pri nas imamo krovni sklad, če vam bo to pomagalo, da spite, ok, drugač ne tempirajte trga. Vi morate vedeti, da na celem svetu obstaja manj ljudi, ki so konsistentno dobri v napovedovanju, bo trg zrastel ali padel, tako da ga v nulo zadanejo, jih je manj, kot nas je zdaj v tej sobi. In to vam jaz garantiram, in to veliko manj. In vsi ostali imajo lahko dobra obdobja, niso pa konsistentno na dolgi rok dobri. In vi, če boste poslušali največje finančne guruje, noben od njih ne tempira trga. Vsi pravijo, kup, drž, vlagi, počaki. In če se sam še na Warren Buffetta navežem, Warren Buffett, najbrž ga kdo pozna, on je res en tak najbrž najbolj znan investitor. In so mu enkrat rekli, vi pravite, da je vsak lahko bogat, da je čist preprosto, zakaj pa ni vsak bogat? Rekel, zato, ker noben hoče biti bogat čez 30 let, vsi hoče biti danes bogati. In o tem je stvar, morate biti disciplinirani in pač čakati in se ne obremenjevati s temi nekimi mehkimi padci. In tu imajo pa športniki morda prednost, ker so disciplinirani. Res je. Dino? Jaz bi sam na eno od teh treh še preostalih vprašanj odgovoril, oziroma prvo in tretje, katere naložbe so najmanj obdavčene.
v Sloveniji in podobno je tudi po svetu v državah se spodbuja varčevanje v skladih dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ne samo, da so najmanj obdavčene, obratno, nazaj dobite dohodnino. Tako da to je v resnici, ne, če hočete testirati finančnega svetovalca, ga lahko testirate s tem vprašanjem, katera naložba je zame najbolj primerna in če vam ne bo dal med prve dve, ne, dodatno pokojninsko zavarovanje, pol lahko rečete hvala, ampak thanks but no thanks. Ne. Tako da ja, imamo res en produkt, ki je osnova dolgoročnega varčevanja, dodatno pokojninsko zavarovanje, nazaj povrnjena dohodnina, potem pa to, kar je rekel Vid, pa absolutno ne. Čas je tle glavna komponenta in disciplina. Tako da. In zato bomo tudi končali. Čas je, da se premaknemo naprej. Hvala lepa vsem za zelo zanimiv pogovor.